Evo, naredimo malo pauze, še 2 zdravila imamo pol. Malo vam predstavim ene par ugotovitev naše ankete. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste dali to. Všeč mi je tale odgovor, da ste v večinoma najdali izredno koristno, precej koristno tole z naše šole, tako da tega sem vesel, zelo. Principe, da razumete principe bolezni in zdravja, na splošno bistveno bolj, 100 jih je odgovorili na tole, bistveno boljše kot prej in boljše kot prej, to sem tudi zadovoljen. To sem pravzaprav hotel jaz razložiti vam, da bi razumeli, da je zdravo kmečko pamet, da rehabilitiramo zdravo kmečko pamet v medicini, v razmišljanju o bolezni in zdravju. In tega odgovora in takih odgovorov sem vesel. To vas gotovo zanima? A ste začeli tekom šole zdraviti s homeopatijo? Zdaj, da potolažem une, ki imate idejo, da kleni ljudje ful obvladajo, jaz pa nimam pojma, je taka slovenska scena v šoli, Mero imaš 3, ki so zelo pametni in skozi sprašujejo zelo pametna vprašanja in ostali se počutijo debile. 70% vas s homeopatijo že kar precej pozna. Ste se z njo že srečali, kakšni jo že zelo dolgo uporabljate in imate jasno kar precej nekega znanja. Zato tisti, ki tukaj sprašujejo vse sorte pametnih stvari, se ne preveč sekirati. To so oni, ki že kar kaj znajo. In so že uporabljali homeopatijo prej. 20% udeležencev, se pravi, to jih je, mislim, da je prav 19 bilo konkretno, so se pa opogumali zdaj in dali kakšno zdravilo. Eni pa niso dali nič, kar jim seveda ni za zameriti. In uspeh tistih 19, ki so se na novo polotili zadeve, je bil zelo dober, skoraj 40% in kar dober, skoraj 60%. Tako da to je lep rezultat. Lep. In uspeh unih, ki so že prej zdravili s homeopatijo, so imeli pa tak. A so po šoli uspehi mojega zdravljenja boljši kot prej? Več kot 60%. Lep rezultat. Mislim, moram reči, da me je presenetil. Homeopatija je težka. In nekaj pametnega zno delati je tudi težko. In če 60% ljudem zdaj gre boljš, ful sem dober. Vi pa tudi. Enake kot prej. Vidite, ene parih ima malo več težav. To je zmeren problem. Homeopatija na začetku, ti je fajn, se ti malo pokrompir, kaj kdaj pa, to je kar fajn. In potem dobiš malo poguma in začneš bolj delati in potem gre vse sam še slabš. V smislu, da že kaj znal, vidiš, da nisi nič več jasen. Tako da, bolj, ko se poglabljaš, imaš eno krizo vmes, vsi jo boste imeli, če so te šli resno. Sem vzdel, da nimate pojma več o ničemer. Potem pa se spet zabubte v knjige, pa začnete malo študirati, pa ponavljati, potem pa spet pride en primer, ki se ga uspešno lotite in tega, in potem gre spet boljši in potem smo zadovoljni. Tole je tudi ena reč, ki bi rad prediskutiral z vami. Po opravljeni šoli bom sam zdravil s homeopatijo. Manj kot prej, enih par dobrih 10% jih je kar malo prestrašila ta šola. Kar sploh ni slabo, kar ni neumen, ker s homeopatijo se včasih lahko zaplezaš. Bomo videli na testu, ste ga rešili v glavnem. Enako kot prej, enako pogosto. Tudi ta odgovor mi je všeč. Ja, jaz mislim, da je to najbolj primeren. In več kot prej bom manj pogosto konzultiral homeopata. Če ni treba, pa če ste ziher, tudi to zelo v redu. Tole vam pa moram zelo, zelo odsvetovati. Samega sebe in svoje bom sam zdravil, samo izjemoma bom homeopata. Ne se tega jeti. Sebe zdraviti je najslabše, to najboljši homeopati ne delajo, zato ker niso objektivni. Svoje isto, otroke še, ne pa partnerjev, staršev in tako naprej. Preveč smo vpeti v ene odnose, ne vidimo. Vam povem iz lastne izkušnje. Zelo preprosto, očitno zdravilo pri svojih bližnjih ga ne vidiš. In ga peleš drugemu homeopatu kot en zelo težek primer in ti mu reče, pa to je easy case, ki ga ne vidiš. Tako da premalo znate, pa premalo ste objektivni. Ne se jeti preveč solo. Samostojno bom zdravil blažje akutne bolezni in vse ostalo prepuščam homeopatu. To bi rekel, tako delajte.
Tudi če ste zihar v kakšen zdravil, to pa to je bilo, a ne dam tole pa tole zdravilo, dajte malo posvetovati se s homeopatom, bo boljš. Večino akutnih bolezni, tudi težjih, vseh skratka takole, v manjšem procentu, težje akutne, jaz bi bil raje v navezi z enim stručkotom, blažje akutne, blažje kronične, težje pa zdravniku homeopatu, tudi to je opcija. Ne? Ker upam, da sem vas toliko naučil, da boste prepoznali, kdaj stvari ne grejo v pravo smer in da boste zadosti kmalu nehali in se posvetovali in iskali na svet naprej. Večino akutnih in blaže kronične bolnike, tako naprej, ok, za kakšne zelo pogumne, ampak rajš odsvetujem. Toliko malo o tej anketi. Še veliko drugih stvari ste mi povedali, malo sem vas potipal v tej oni smeri, tudi vse tiste, ki ste jih ekstra opisali, hvala lepa. Mi bo dal veliko idej, kako naprej te zadeve voziti in kje so bile kakšne težave.